O tajkunskih posojilih in nacionalnih gnojilih, komentar dneva Rado Pezdir. Nenavadnih zgodb, ki počasi prihajajo iz največjega nacionalnega šampiona, Nove Ljubljanske banke, je vsak dan več. Pustimo ob strani signal o reševanju vojaka Bavčarja in nagradi prvega moža Kramarja. Zadnji podatek, ki ga je povedal član sveta Banke Slovenije, je zaenkrat najbolj pomenljiv in kaže daleč več kot vse špekulacije v portfelju NLB in slovenskih bank. 2,7 milijarde evrov posojila ali 2,8 oslabitve aktive v bilancah slovenskih bank je številka, ki je ogromna. Čeprav se zdi na prvi pogled minorna. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker močno zvišuje osnovno tveganje slovenskih bank in posledično zahteva višje stroške delovanja bančnega sistema ali portfeljskega prilagajanja. Povedano bolj enostavno, drži delovanje ali opcijo saniranja slabih portfeljev. Vsekakor pa kaže na tisto, kar smo nekateri ekonomisti ob uporabi najrazličnejših tujih agregatnih podatkov in indeksov trdili, namreč da bančni sistem na noben način ni šel skozi ustrezen tranzicijski purgatorij. Teh 2,7 milijarde evrov dvomljivih posojil, bodisi prevzemnih, bodisi za financiranje obratnih sredstev, ob napačnem pripisu tveganja posojil lahko zelo hitro pomenijo resne težave. Paradoksalno, glede na nekatere trditve, kriza v domačem bančnem sektorju ni prišla iz tujine, ampak ima korenine doma. Rešitev? Razbijte vsaj največjo banko na slabo in dobro banko. Slaba naj gre v sanacijo, dobro pa naj se prodaja in s tem, kot pravi kolega Šušteršič, lastnike, torej državo, kaznuje za slabo vodenje. Če se komu zdi, da bi država morala banko nacionalizirati, pa naj se vpraša, kakšen smisel bi bil temu, da je lastnik, ki je podjetje pripeljal v kritično stanje, za svojo malomarnost nagrajen še z večjim lastniškim deležem. Za konec pa še premierno in ekskluzivno na vesti, v živo, najkrajša izvedba in sploh najkrajši komad v metalski zgodovini, Napalm Death, You Suffer in Rado Pezdir.